Predsednik Kučan te dni slavi nekdanji sovjetski predsednik Mihail Gorbačov 90 let. Kako se ga vi spominjate, kako vidite njegovo vlogo v nekdanji Sovjetski zvezi in nasploh? Gorbačov je prišel na obisk Jugoslavijo v prvem obdobju njegovih velikih reform, ko je uveljavljal svojo glasnost in perestrojko. Zanimalo ga je Jugoslavija, predvsem ga je pa zanimala Slovenija. On je to takrat imenoval laboratorij socializma in je tudi želel priti na obisk v Slovenijo. Na tem v Beogradu niso bili navdušeni in so na vsak način poskušali preprečiti ta njegov prihod, vendar na koncu se je vendarle končalo, da je prišel v Ljubljano. Imeli smo z njim zelo dolg pogovor na Brdu. Formalno je njegov gostitelj bil France Popit, ki je dal potem besedo meni, ki sem takrat bil na čelu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ki sem opisoval reforme, ki smo se jih mi lotevali pod skupnim imenovalcem, pod skupnim imenom socializem s človeškim obrazom. On je potem postavljal vrsto vprašanj, pokazalo je, da ga stvari zelo zanimajo. Želel je pogledati tudi kakšno od naših slovenskih tovarn in tudi kakšno kmetijo. Mislim, da smo bili takrat na obisku v Iskriji v Pražanu in da je to bila kmetija, mislim, da Potočnik nad Radovljico. Ko je potem bil povabljen, da si ogledal Ljubljano z vrha stolpnice Ljubljanske banke, kjer mu je Ljubljano razkazoval takratni direktor Iskre Rotar, mi je pripovedoval, da je to, kar ga predvsem zanima, tudi kako Jugoslavija uspeva ali je uspela urediti mednacionalno vprašanje. To ga je skrbelo z vidika možnih procesov, ki so se takrat v Sovjetski zvezi odvijali. In jaz sem mu pač pripovedoval, da je zmeraj vprašanje večnacionalnih skupnosti, na eni strani vprašanje enakopravnosti in na drugi strani vprašanje funkcionalnosti takšne večnarodne skupnosti in da je potrebno pač iskati neko ravnovesje med tem. Takrat seveda nisem še jaz razmišljal o tem, da bo konec z Jugoslavijo in seveda tudi ne, da bo konec z Sovjetsko zvezo. Pri čemer je kasneje se pokazalo, ko je šlo za uresničitev slovenskih teženj po razdružitvi z Jugoslavijo, da je bojazen Zahoda pred nasilnim razpadanjem Sovjetske zveze bil tudi glavni razlog pri zadržanosti pri uresničevanju slovenskih želja z odgovorom, da bi to bil lahko slab zgled za Sovjetsko zvezo. No, kasneje se je seveda pokazalo, da je Sovjetska zveza relativno trezno in odgovorno šla mirno narazen, za razliko od tega, kar se je zgodilo v Jugoslaviji, ki nekako ni hotela sprejeti slovenskega predloga o mirni razdružitvi, potem ko je pač bilo jasno, da je, ko bi rekel, zgodovinski vek ali življenjski vek Jugoslavije pač potrošen. Kasneje sem se srečeval z Gorbačovim večkrat na raznih mednarodnih forumih in zmeraj je z veseljem se spomnil, kako je bilo v Sloveniji, kako je bilo to za njega zanimivo. Skratka, ni tako kot nekateri drugi veliki politiki ali državniki skrival tega, da ima nekako v spominu Slovenijo in to, kar je v Sloveniji doživljal. Seveda je Gorbačov bil velika osvežitev in bi rekel potrebna osvežitev za Sovjetsko zvezo po Andropovih in drugih, ki so bili kratkega časa v bistvu nadaljevalci neke okostenele tvorbe v Sovjetski zvezi z vodilnim vplivom ruskega naroda in Ruske federacije. In mislim, da mu je uspelo to, kar je pravzaprav sam želel, nek miren prehod v drugačne odnose znotraj te ogromne države, čeprav mislim, da je se marsikatera njegova vera,
kako bo na podporo naletelo to, kar on želi na Zahodu, bila tudi izneverjena oziroma se je pokazala za iluzijo. Recimo obljuba, da Zahod ne bo meje NATO pakta postavil na meje Ruske federacije, kar se seveda ni zgodilo, to danes je, da je najbrž tudi potem, bi rekel, vključitev v pomembne mednarodne organizacije, kot je Svetovna trgovinska organizacija in druge, kjer je bilo postavljeno vrsto pravzaprav pogojev in ovir za Sovjetsko zvezo. No, ampak vsekakor mislim, da zgodovinske vloge Gorbačovu ni mogoče oporekati in da brez njega najbrž tudi konec blokovske delitve Evrope in sveta, da tudi do zrušitve Berlinskega zidu in procesov, ki so potem pripeljali do integracije Evrope, ne bi bilo. Skratka, človek, ki je pisal del zgodovine Evrope in sveta, ne samo Rusije in Sovjetske zveze, je gotovo Mihajl Gorbačov. In mislim, da mu je treba ob 90-letnici želeti dobro zdravje. Zaenkrat kaže, da ga ima. Jaz bi vas tukaj vprašal, ker sem po nekem naključju leta 1988 intervjuval Josipa Vidmarja. Posneto je na video s kamero, ni bilo še nikoli objavljeno. In Vidmar mi je takrat dejal, da je Gorbačov leta 1987, ko ste ga gostili, na vsak način hotel obiskati Slovenijo in to za 3 dni. 2 dni, pravi Vidmar, so mu v Beogradu črtali. Želel se je temeljito seznaniti s poslovanjem Slovenije, ki mu je bila na nek način zgled. Tako mi je vsaj dejal Josip Vidmar. Ali lahko pritrdite Vidmarjevim besedam? To, kar vam je povedal Josip Vidmar, je točno. Je tudi na teh razgovorih sodeloval. Vem, da je bilo veliko negodovanja v Beogradu, ko je Gorbačov izrazil, da gre v Slovenijo. Pač v Beogradu so takrat že imeli resne pomisleke nad tem, kar se je dogajalo v Sloveniji in so hoteli pač na vsak način preprečiti, da bi Gorbačov na lastne oči ali pa imel neko svojo lastno izkušnjo s tem slovenskim dogajanjem. No, ostal je, kot sem rekel, takrat v Sloveniji in tudi kasnejši najini pogovori so pokazali, da je odnesel dobre vtise. Ne morem ravno reči, mislim, da je kakorkoli, bila Slovenija vzorec za njegovo delovanje, ampak najbrž ga je v teh njegovih prizadevanjih, da bi uresničil perestrojko in glasnost, to po svoje tudi lahko opogumilo, da mogoče koraka v pravo smer. Poglejte, če vzamete tale ruski šef, ki je bil zdaj tle, Gorbačov. Ta je na vsak način hotel priti v Slovenijo in je hotel ostati tukaj 3 dni. 2 dni so go črtali v Beogradu. Ampak on je hotel tukaj ostati 3 dni in si ogledati natančneje poslovanje te republike, ki mu je bila na en način zgledna. Čeprav je seveda v tej zgledni republiki zelo veliko nezadovoljstva, tudi zaradi čisto internih stvari. Vsega ni kriv Beograd, ampak marsičesa pa je pa tudi Ljubljana kriva.